veliko citrarjev tudi, ljubiteljev citrarske tradicije, vendar v Rezi pravijo citiravec tistemu, ki igra na goslice, na violino. In poleti so mravljice nabirale iglice, hrano za zimo, so si pripravljale mravljišče. Citiravec, ki je pa v Rezi temu rečejo kobilci, kobilčar je citiravec, on pa je skakal, igral vižice, se posmehoval mravljicam, češ, kako ste neumne delate cele dni. One so rekle, kaj delaš pa ti? Jaz citiram, ta. In prišla zima, mravljice spijo v mravljišču, citiravec pa zunaj v mrazu, ves bolan, ves lačen, potrka na mravljišče, pa nič, pa še trka, in potem odpre mravljica, stražarka pa pravi, kaj bi rad, kaj pa ti tukaj bi rad? Pa je rekel, ja, me zebe, če me vzamete v mravljišče, pa pravi, grem vprašat kraljico. Gre mravljica po vseh labirintih, po kanalih do središča mravljišča, pa vpraša kraljico, da bi citiravec prišel rad k njim čez zimo, a ne? Pa je rekla, vprašaj ga, kaj je delal poleti. Gre mravljica nazaj gor, odpre vrata pa pravi, kaj si delal poleti, ko smo mi zbirale hrano? Ja, sem citiral. Šla zopet nazaj kraljici povedat, ja, je citiral, kaj je to? Ja, igral je vižice in je plesal ta čas, ko smo mi delale. Pa rekla kraljica, naj citira še zdaj, naj pride k nam, bomo imeli muziko, nam bo kratek čas čez zimo. In je res so vzele citiravca na sredi mravljišča in je citiral celo zimo. Spomladi pa so mu dale sekirico, da bi jim pomagal potem pripravljati drva za naslednjo zimo. Je vzel sekirico in šel, ga niso videli nikoli več. Ja, sedaj pa